V tokratni zgodovinski oddaji bomo govorili o dveh partizanskih narodnih herojih, o Janku Premrlu Vojku in Pinku Tomažiču. Več o Janku Premrlu Vojku nam je povedal predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Marjan Križman. Hvala za vprašanje. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je organizacija, ki združuje 84 združenj borcev po Sloveniji in skrbi, kot je že na njenem naslovu, za vrednote, torej za spomin na narodno-osvobodilni boj in vrednote, ki so bile v tem narodno-osvobodilnem boju seveda izbojevane in za katere so se takrat partizani borili. Mi imamo centralo oziroma sedež v Ljubljani, kot sem prej rekel, 84 organizacij po vseh večjih mestih po Sloveniji. Imamo 700 krajevnih organizacij, torej teh manjših enot, ki delujejo recimo kot krajevnih skupnostih. In seveda z 400 proslavami in približno 500 komemoracijami na leto vzdržujemo ves spomin in zgodovinski spomin na napadle partizane, na vrednote, za katere so se oni borili, in predvsem spominjamo in opominjamo, da se je treba vedno znova spomniti na boj za tiste, ki so se borili za svobodo, za mir in za slovenski jezik. Kajti to ni samoumevno. Nič ni prišlo samo. Vse je bilo potrebno seveda z velikanskimi žrtvami in z mukami in seveda z odrekanjem, še zlasti med vojno, izboriti svobodo, ki, če lahko rečem tako, če parafraziram, svoboda ne pride sama. Za njo se je treba boriti. Seveda se jo pa zelo hitro pozabi, ko postane samoumevna. Vendar mi smo društvo, ki spominjamo, da nič ni večno in nič ni samoumevno. Želimo si pa, da se nikoli več ne bi ponovilo to, kar je bilo, zlasti v drugi svetovni vojni ali pa, če hočete, med dvema vojnama, ko je Italija anektirala del slovenske Istre, Krasa in seveda dalmatinskih otokov ter hrvaške Istre, da se to nikoli več ne bi ponovilo in da bi seveda Slovenija zdaj kot samostojna v Evropski skupnosti bila enakopravna partnerica vsem drugim državam, ne glede na to, ne glede na njeno velikost. Velikost ni pomembna, pomembno je biti odločen, tako kot smo bili takrat, ko je to bilo potrebno, in če hočete še to, od generala Maistra pa skozi Tiger do narodno-osvobodilnega boja in osamosvojiteljev, to je uspelo Slovencem. V svetu trenutno poteka 55 vojn. Vsi se borijo za samostojnost, za neodvisnost. Vsi se borijo za svojo državo, vendar malo komu je to uspelo ali pa bo uspelo tako, kot je to uspelo nam, Slovencem. In zato moramo biti ponosni na ta svoj zgodovinski lok. Kajti tudi samostojna Slovenija ni prišla kar iz nekod. Ampak je bilo prej veliko, kot sem že prej rekel, od generala Maistra naprej, seveda veliko tistih, ki so razmišljali, skrbeli in se uprli takrat, ko je bilo to potrebno, da smo ohranili ta svoj jezik, svoj živelj, predvsem pa svojo kulturo. Janko Premrl Vojko je bil rojen v narodno-zavedni slovenski družini, očetu Francu, ki je bil trgovec, in materi Silvi Balanč. Vedno je odkrito kazal svojo narodno zavest in antifašistično držo. Janko Premrl Vojko bi lahko rekel, da je bil Primorec, ki pooseblja vsa protifašistični upor na Primorskem, ki pooseblja vse tiste ljudi, ki so se uprli, ki so padli, ki so tudi preživeli drugo svetovno vojno, ampak pooseblja vse tiste, ki so se borili še med vojnama za slovenski jezik, za pravice. In Janko Premrl Vojko je bil seveda proglašen za narodnega heroja na drugem zasedanju Avnoja, ne kar tako, ampak njegova življenjska pot, njegov boj za pravice Slovencev je
je bil zelo aktiven. Bil je pač enostavno in preprosto si ni dovolil, da se seveda tepta slovenski jezik, zato je imel tudi težave. V Gorici, kjer je hodil v trgovsko šolo, ga je oče predčasno izpisal, ker se je tam seveda spopadal s fašisti, ki so nadlegovali Slovence, ki so jih zaničevali z skijavi, ki so jih zaničevali pač zato, ker so slovanskega rodu. In že tukaj se je začela njegova pot protifašistična, na kar je seveda doma prav tako nadaljeval z aktivnostmi, utrjeval slovenstvo, delil slovenske knjige, ki jih je dobival iz Ljubljane. Seveda to ni bilo fašističnim oblastem, to ni ušlo in so ga seveda ponovno začeli nadlegovati, iskati, celo razpisali nagrado nanj. Kasneje so leta 1942 tudi seveda požgali domačo hišo, na kar se je on odločil in je seveda direktno v partizane odšel. To je seveda bila neka normalna pot enega upornika, takega kot je bil on, rojenega 1920. leta, torej fanta starega že krepko čez 20 let, tako da se je zavedal vseh svojih dejanj, bil je odločen, bil je hudo odločen borec, verjetno je zaradi tega tudi padel, ampak veste, na takih borcih je pravzaprav slonel NOB. In brez takih borcev in če bi bili samo tisti omahljivci, ki so mislili, da je mogoče boljše biti doma in počakati, saj s temi velikimi silami, kot so bili Nemci in Italijani, se nekaj spopadati, ker mi Slovenci smo vendarle majhen narod, kaj bi mi? Pa ni tako, ne? Ta moč duha in ta moč vere v svobodo, kot jo je imel Janko Premrl Vojko, je imelo veliko ljudi. Vendar Vojko je bil ne samo zaveden borec, on je tudi širil domoljubno besedo, on je tudi širil samozavest svojim borcem. Padel je, eni pravijo, iz neprevidnosti, jaz pa mislim, da je padel zato, ker ga je pač zadela krogla. Žal ga je zadela krogla iz pištole, kot se predvideva, enega izmed oficirjev, ker je šlo za manjši kaliber, zadela ga je v trebuh. Ponavadi so pač te rane v trebuh smrtne in tako se je tudi njemu zgodilo, da je žal čez nekaj dni preminil. Pa to ravno v tistem času, ko naj bi ga imenovali za komandanta prve primorske brigade. Jaz sem bil dober prijatelj z Cirilom Peliconom, ki je bil svoj čas predsednik Združenja borcev v Kopru, ki je bil Vojkov soborec tudi. In sem vesel, da sem slišal z njegovih ust pričevanje. Nič ni res od vseh teh insinuacij. Res je, da ga je krogla zadela in da je pač bil ranjen in odnešen v tabor, kjer je čakal zdravnika, ki seveda ni prišel, ker so ga nadzorovali Italijani. Niso ga ustrelili v hrbet. To so bile ponovno insinuacije po letu 1991, ko so se začeli pojavljati pričevalci in ko so se začeli pojavljati predvsem omalovaževalci zgodovine NOB-ja in ko so se začeli pojavljati tisti, ki imajo nalogo, da zmanjšajo pomen NOB-ja in da počasi in vztrajno seveda govorijo o domobranstvu, o izdajstvu, o vsemu tistemu, kar je zavržno. Zmanjševanje pomen Vojka Premrla Vojka ne zaleže. Zmanjševanje za njega ne obstaja. Obstaja točno nasprotno. Ko so vse te laži izgovarjali, smo natančno vedeli, da je to vse inscenirano, da so to laži, ki jih želijo prodati novodobnim gledalcem. Vendar Vojko ostaja v očeh in zavesti ljudi, Slovencev, Primorcev, narodni heroj, rodoljub,
domoljub, upornik in eden izmed tistih, ki je pokazal Slovencem pot, kaj in kako je treba, ko nam ogrožajo naše življenje, ko nam spreminjajo jezik, ko nam poitalijančijo naše imena in priimke, in včasih tako, da so ljudi pravzaprav smešili z nekaterimi neprimernimi nadomestki italijanstva. In ne nazadnje, upor raste. Ko pride pravi čas, takrat se človek upre. Marsikdo razmišlja, da se današnje generacije ne bi uprle. Jaz mislim, da bi se enako. Kajti, ko nam nekdo odvzame jezik, ko nam vzame svoboščine, ko nam vzame lastnino in če nam, ne daj Bože, požge hišo, kaj nam še ostane drugega, kot da se upremo. Leta 1940 je bil vpoklican na služenje vojaškega roka v Južno Italijo. Ko je bil drugič na dopustu doma, se ni več vrnil v vojsko, ampak se je 3. februarja 1942 pridružil vipavskim partizanom in si izbral ime Vojko. Moramo tudi vedeti, da so nekoč bili ljudje veliko prej zreli. Zaradi tega, ker so morali samostojni biti, delati, skrbeti zase. In kakorkoli so tudi okoliščine narekovale, ko so mladi fantje šli recimo k maši ali pa v gostilno in je prišla skupina tistih smešnih fašistov, južnjakov po možnosti, nedoraslih, majhnih, pa so jih začeli pretepati in šikanirati, je normalno, da so se ti fantje uprli. Uprli so se tako in drugače. Seveda so bili tepeni, seveda so morali piti cerici in nosovo olje, seveda se je marsikaj zgodilo, ampak upor se je krepil. Upor se je krepil in ti mladi ljudje so se uprli iz enega preprostega razloga. Mladost vedno skače čez vodo tam, ker je most. In mladost je tista, ki naredi korak, rečemo včasih daljši od noge, mladost je tista, ki pokaže pot, in mladost je tista, ki si drzne, ki si upa. In ti mladi ljudje, Slovenci, Krašovci, Dolenci, Gorenci, kakorkoli, govorimo pač za Primorce, kajti za nas se je začela vojna že 19. leta pravzaprav in smo bili četrt stoletja, so bili pod fašizmom, se je ta rodoljubni duh do druge svetovne vojne na Primorskem ustalil, okrepil, potem je bil samo še stvar trenutka, kdaj bo ti ljudje prešli v partizane in se bojevali. In to se je dogodilo tudi Vojkotu. Vojko je že v času svojega življenja postal primorski partizanski junak, simbol boja in velik naznanitelj svobode. Janko Premrn Vojko je za naše društvo eden izmed pomembnih ali pa najpomembnejših narodnih herojev na Primorskem, Slovencev, ki so žrtvovali svoje življenje za svobodo. Mi se vsako leto na Nanosu spominjamo Vojka z pohodom, tudi proslavo imamo na Nanosu, kjer se ga spominjamo in se poklonimo njegovemu spominu. On je v bistvu tako kot Čedermanci. On je znanitelj svobode, znanitelj pomladi, ki je nastopila žal za njega šele leta 1945, 9. maja. On je eden izmed tistih, ki je po domače rečeno udaril temelje svobodni Sloveniji. In mi se ga spominjamo in mi o njemu govorimo, pa tudi iz enega preprostega razloga, kajti narod, ki nima spomina ali pa narod, ki ne pozna svoje zgodovine, si ne zasluži bodočnosti. Kot pove Križman, je naklonjenost države narodnim herojem odvisna od vsakokratne oblasti. Trenutna vlada gleda na narodno-osvobodilni boj in s tem tudi na narodne heroje in vse pridobitve narodno-osvobodilnega boja pozitivno. Ona seveda financira to dejavnost, vladajoči se velikokrat udeležijo naših proslav oziroma so tudi govorniki na naših proslavah in s tem tudi ta del zgodovine
pokrijejo tako kot dostojno, tako kot je pač po našem prepričanju prav. In z tega zornega kota smo mi zadovoljni. Moj odnos kot Primorca ali pa iz Strana, če hočete, tudi moj oče je bil partizan, tako da nekaj sem slišal tudi od njega, ko sem bil še otrok, pa kasneje tudi. Je pa, vam povem tako, ko sem bil otrok, sem šel v osnovno šolo Pinka Tomažiča v Kopru. Kdo je Pinka Tomažič, nisem vedel. Imeli smo pionirski list in ob rojstnem dnevu Pinka Tomažiča je nekdo, verjetno urednik, se opravičujem, opisal Pinka Tomažiča in Janka Premrla-Vojka. Kajti šola Janka Premrla-Vojka je bila pa na Muzejskem trgu, ker so bili včasih zloglasni zapori, danes pa stoji garaža oziroma park. Ta dva heroja sta nam otrokom bila zelo blizu. In ko sem prebral zgodovino obeh, takrat sem se nekoliko zamislil, kako to, da je predčasno končal šolanje v Novi Gorici, kako to, da se je odločil, da šel v partizane in kakšno je to bilo razmišljanje, da je žrtvoval svoje življenje in vse, kar je imel, ko je branil pač slovenstvo, če lahko tako rečem. Ker mi smo imeli učitelja zgodovine, ki je bil tudi sam udeleženec druge svetovne vojne in nam je seveda zgodovino druge svetovne vojne tako zelo dobro predstavil, da še danes imam za vzor njegova predavanja. Mogoče je tudi ta učitelj ali profesor me takrat zastrupil z zgodovino, tako da se zdaj seveda z njo ukvarjam neprofesionalno, ker nisem zgodovinar po poklicu. Ampak potem sem gledal po raznih knjigah in našel, da se marsikatera ulica, marsikatera trg še poimenuje po Sloveniji, tako kot je pač tukaj bilo šola Janka Premrla-Vojka. In z očetom sem hodil na partizanske proslave, zlasti spomnim se proslav spodaj v Semedeli 27. april, dan Osvobodilne fronte. In tam sem poslušal te nekdanje udeležence druge svetovne vojne, so si veliko stvari povedali, pripovedovali o svoje doživetje in tako dalje. In za mene, kot mladega, kot otroka ali mladega fanta, se mi je zdelo, da ti ljudje živijo v enem takem zanosu in da so zelo ponosni na tisto, kar so dosegli. Že tam me je to pritegnilo in sem si mislil, ti ljudje so vendarle takrat, ko je bilo potrebno, naredili tisto, kar je bilo potrebno v tistem trenutku. Postavili so se zoper Nemce, zoper Italijane in zoper vse tiste, ki so ogrožali slovenski narod. In po svojem razmišljanju seveda sem ostal zvest prav tej misli. In ko sem šel v penzion, sem se pridružil tistim, ki ohranjajo vrednote narodno-osvobodilnega boja, ker se mi zdi, da je to bila moja naravna pot. In da je še veliko takih, ki podobno razmišlja, kajti naše društvo šteje nekaj čez 40.000 članov. Torej, po mojem prepričanju, to društvo ni zamrlo z odhodom partizanov, nasprotno, ostali smo in ohranjamo te vrednote. In se po vstopu v Evropsko unijo zavedamo, da smo prišli v eno veliko družino, ker je treba ohraniti svoj ponos. In da smo prišli v eno družino, zahvaljujoč svobodi in miru, ki so jo, še enkrat rečem, izbojevali partizani. Pa če je to komu drago poslušati ali ni, ampak taka so bila dejstva. Kot rečeno, 55
vojn, ki divja po svetu. Seveda ljudje si želijo, se trudijo, umirajo, ampak ne take sreče, take velike volje in takega velikega domoljubja, kot so imeli tisti naši predniki, imaš malo kdo. Kajti, še enkrat rečem, majhen narod ni narod, ki je namenjen iztrebljenju. Majhen narod je majhen, kolikor je majhen v glavi. Slovenci so velik narod pa zaradi tega, ker so skozi prehojeno pot, kot sem že prej povedal, od generala Maistra do osamosvojiteljev, prehodili trnovo pot, da smo si na koncu svojo državo zaslužili in da danes lepo živimo v svoji državi in spominjamo in opominjamo. Ne zaspati na lovorikah, kajti vedno je treba zgodovino predavati, kaj povedati, omeniti take ljudi, kot so bili Vojko, Janko Premrl Vojko, Pinko Tomažič in še bi lahko naštevali takih mladih ljudi, ki so pustili svoja življenja. Zakaj? Zaradi tega, ker ta generacija je tista, ki je ostala brez mladosti in ta generacija Vojkova ni občutila mladostne sreče, a občutila je samo gnev, prezir in na koncu tudi smrt. Se skozi generacije spreminja odnos do narodnih herojev? Se jih pozablja ali se spomin nanje krepi? Mi poskušamo krepiti spomin na narodne heroje, vendar to mi delamo in mislimo. Žal se pozablja. Žal se pozablja in to se vzame kot preteklost in to je bilo nekoč in kaj zdaj moramo pač s tem končati. To je bilo nekoč, ne. Ampak še enkrat rečem, mi mislimo, da to ni tako in da se ne sme razmišljati, da to je bilo in pač tega ne bo nikoli več. Kot sem že prej povedal, je potrebno razmišljati o temu, da kdor pozna svojo zgodovino, si zasluži tudi prihodnost. Zveza združenj borcev za vrednote NOB skrbi, da se vrednote narodnih herojev in narodno-osvobodilnega boja ohranjajo še danes. V ta namen organizirajo številne proslave, na katerih sodelujejo tudi osnovne in srednje šole. Poglejte, na naših proslavah, velikih in majhnih, prej sem dejal, koliko jih je, približno 450, sodelujejo osnovne in srednje šole. Na naših proslavah nastopajo otroci in dijaki v programih, ki so povezani z partizansko tematiko. Ne si bo pesmi o Kajuhu, o temu, o onemu, ne si bo kakšne igrice, vse to povezano z narodno-osvobodilnim bojem. In ti otroci z dovoljenjem staršev in seveda tudi ravnatelja in njihovih učiteljev pri nas nastopajo in s tem tudi mi lahko sporočamo, da na pravilen način predstavljamo vrednote druge svetovne vojne ali pa narodno-osvobodilnega boja in ti njihovi nastopi. No, moramo opozoriti, da prav tako tudi župani, skoraj vsi župani vseh naših 220 občin, ni prav toliko, ampak v zelo veliki večini, kjer te proslave so, sodelujejo na teh proslavah. Tudi finančno pomagajo in nas podpirajo. Če pa želite, da odgovorim na vprašanje, koliko mladih imamo v svojih vrstah, vam moram povedati, da mladi ljudje imajo, ko so mladi, malo drugačne probleme. Njih pestijo stanovanjske stiske ali pa stanovanjski problemi, ki jih imajo, ustvarjajo si družine, želijo seveda dostojno življenje, tako kot vsi. In časa za delovanje popoldan v društvih takih in drugačnih, tudi v našem društvu, je v drugem planu za njih. Kasneje, srednja generacija, ko vse to, kar sem predejal, oni si ustvarijo družine, imajo otroke, si uredijo stanovanja, no takrat se pa veliko teh ljudi srednje generacije včlani v naše društvo,
predvsem sodelujejo pri nas kot pohodniki, kolesarji, recimo v Dražgoški bitki, Dražgoško bitko recimo obujamo, imamo proslavo 6. januarja vsako leto znova. Tam je ogromno ljudi, ne, pride na to proslavo, pride pa zelo dosti kolesarjev in tudi pohodnikov. Zelo dosti. Če ti ljudje ne bi spoštovali vrednote narodno-osvobodilnega boja, z kakšnega razloga bi hodili recimo v Dražgoše? Po mojem ne bi, ne. Tako da mi imamo v prvi vrsti člane, v drugi vrsti imamo simpatizerje in tiste, ki spoštujejo vrednote NOB in občasno z nami sodelujejo, ampak sodelujejo tako, da prihajajo na proslave, se udeležujejo raznih športnih aktivnosti, kot je pohod ali pa kolesarjenje. In to zadevno jaz mislim, da naše društvo ima bodočnost. Ali je v današnjem času sploh še možno, da bi tako mladi ljudje, kot je bil Vojko takrat, ko se je podal na svojo partizansko pot, pripravljeni dati življenje za narod, za vrednote in tako postali sinonim za neko idejo oziroma duh nekega časa? Ja, je možno. Je možno. Ni treba, da je to vojna, ni treba, da je to herojsko dejanje z orožjem. Lahko je humanitarno, lahko je raziskovalno, lahko je karkoli drugega. Ampak jaz bi želel povedati takole. Danes se obsoja mlade ljudi kar počez, misleč, da samo v telefon zbadajo in da so non-stop samo na telefonih in da ni družabnosti in da ni več tistega tovarištva, ko je bilo včasih, ko smo bili mi mladi. Ampak jaz mislim, da to nikakor ne drži. To je samo en nov čas. Jaz se spomnim mojih staršev, recimo moja mama je bila rojena leta 24, jaz pa 53. To je velika razlika med nama je vmes je bila ena vojna in še kaj drugega. In vse, kar so moji starši doživeli, kar meni ni rablo. In mi smo živeli v miru, lepo smo živeli. Jaz sem recimo vstopil prvič v šolo Novo Pinka Tomažiča. To danes je mogoče za nekoga tudi brez veze ali smešno, ampak takrat je bilo to nekaj. Tega je nazaj 60 let, še več. In to so bile za nas vse pridobitve slovenskega naroda, ki se je izboril svobodo. Še enkrat rečem, danes mladi ljudje ne bodo šli v gozdove. To upam, da nikoli ne bo potrebno. Ampak gledajte, ponos, da si Slovenec, ponos, da živiš na svojem in ponos na svoje prednike, jaz mislim, da ta ponos v ljudeh ostaja. Ostaja sigurno, kaj ti, še enkrat rečem, ni res, da so to generacije izpraznjene. To nikakor ne drži. Potem bi to držalo praktično za vse generacije, ki so kasneje prihajale, pa so njihovi predniki razmišljali, kaj, vi ne delate to, ne delate ono, delate vse drugače. Seveda, zato ker tehnika in tehnologija napreduje in pač se te stvari, ki se dogajajo, nekateri mogoče niso blizu. Ampak povemo sledeče. Mi na spomenike počasi in vztrajno vgrajujemo QR kodo. Zakaj? Zato, ker mladi človek, ne vem, če bo mladi človek kupil venec ali svečko in bo šel gor daleč na neki spomenik in ga tam. Nekaj jih je tudi takih, ne morem reči. Ampak s QR kodo slika QR kodo, preko te QR kode lahko kupi eno svečko ali pa en venček. Svečka košta 1 evro, venček 2 evra. To klikne, ta denar gre seveda združenju, ki skrbi za ta spomenik, da ga čisti, ohranja in tako dalje. In to je način, kako se bo mlajši človek lahko poklonil spominu, ne vem, svojega pradeda ali ne vem koga. Ne. Torej, se je treba tudi na druge načine približati. Recimo, dobro, mi imamo 10 tisoč sledilcev, imamo zelo, bi rekel, bogato spletno stran
in sploh naše strani NOB-a so zelo dobro, kako bi rekel, zasedene z vsebinami, ki jih mi počnemo. Marsikdo lahko tudi napiše, kar želi. Tako da se tudi to zadevno poskušamo približati mladim ljudem, zato ker se nam zdi zelo pomembno, da ohranimo te vrednote zaradi enega preprostega razloga. Žal je šolski kurikulum zelo pomanjkljiv, kar se naše zgodovine tiče, in je zelo malo zgodovine druge svetovne vojne zastopane v berilih, v zgodovini naših otrok. In če samo še eno zadevo povem, bil sem neizmerno zaprepaščen, ko sem dobil informacijo, da so iz šolskega programa, sicer neobveznega čtiva, vzeli Ano Frank. Ana Frank ni bila komunistka, ni bila partizanka, ni sodelovala v drugi svetovni vojni, bila je žrtev, ki so jo na koncu Nemci odkrili in je svoje mlado življenje končala v taborišču. Najprej pa so jo seveda uničili, ubili. Tisto, kar je ona zapisala v svojem dnevniku, bi moral vsak mlad človek prebrati. Zakaj mi bežimo od tega, zakaj mi tega ne želimo našemu mlajšemu rodu povedati, po prvici povem, da mi ni jasno. Kip Janka Premrla Vojka je najprej stal pred osnovno šolo, ki so jo leta 2008 podrli, od takrat naprej pa stoji v Hlavatijevem parku pri koprski tržnici. To, da je na Semedelski cesti, na tržnici pravzaprav, kot ste rekli, tam v Hlavatijevem parku, se mi ne zdi prav. Tisto naj bi bila aleja velikih, ne? Ampak dobro, tam gre veliko ljudi, si jo gleda, ampak na kup zmetati vsa zgodovinska imena ni v redu. Zakaj se osnovna šola Koper ne imenuje osnovna šola Pinka Tomažič, natančno ne vem. Spomenik Pinka Tomažiča bi lahko bil ob šoli Pinka Tomažiča, ker pa Janko Premrl Vojko nima več svoje šole, ker so jo pač porušili, bi njegov spomenik ravno tako sodil zraven Pinka Tomažiča. Gre za zelo veliko podobnost dveh mladih ljudi, ki sta prehodila svojo pot različno, ampak njihove silnice in njihov boj je bil zelo podoben, izhajala sta popolnoma iz istih sredin, borila sta se za isto vrednoto in ta dva človeka, ta dva heroja bi sodila skupaj, tam, kjer so mladi ljudje, ki se izobražujejo, in to je po mojem osnovna šola Koper. Zakaj se nekateri sramujejo in tega ne naredijo, ali pa takrat, ko je bilo potrebno, niso naredili natančno, ne vem. Vem pa še enkrat, kar sem povedal danes že dvakrat ali trikrat, kdor se sramuje ali pa zanika svojo zgodovino, si ne zasluži bodočnosti. Pinka Tomažiča se bo v nadaljevanju spominjala Jadranka Šturm Kocjan, ki je vodja območne enote Istra društva Tiger Primorske. Ja, društvo Tiger Primorske je bilo ustanovljeno, torej letos praznujemo 30-letnico tega društva. Sicer so se pa tigrovci organizirali kot prvi antifašisti v Evropi že leta 1927, septembra na Nanosu, se je dobila skupina mladih fantov, ki so se želeli upreti fašističnemu režimu. In takrat je pravzaprav se ustanovila ta organizacija, ki je dobila ime po kraticah Trst, Istra, Reka, Gorica. To pomeni Tiger. Je namreč zajemala to področje Primorske, pa tudi Hrvaške. Skupaj z hrvaškimi soborci, da tako rečem, je bila želja se pač upirati in širiti upor proti fašizmu. Namreč to je bil čas po Prvi svetovni vojni in po Rapalski pogodbi, ko je velik del Primorske, Hrvaške, Kvarnera do Zadra pripadal italijanski, torej kraljevini Italije.
In seveda, kot vemo, se je potem povzpel na oblast fašistična stranka. Začelo se je obdobje fašizma, ki je bilo za Slovence, zlasti na Primorskem, izredno hudo obdobje raznorodovanja, ukinjanja vsega, kar je bilo slovensko. Takrat je fašistični režim ukinil vse slovenske šole, vsa društva, vse kulturne, gospodarske, politične organizacije. Pritisk je bil na versko službo, tako da so tudi primorski duhovniki se odločno uprli temu in kot vemo, so bili zelo zaslužni za ohranjanje bogoslužja in maš v slovenskem jeziku. Tako da tigrovci so med prvimi antifašisti v Evropi sploh nekje postavili temelje te moderne Evrope, ki je nastala na antifašizmu in antinacizmu. In društvo Tiger želi ohranjati tradicijo teh vrednot, ker tudi danes vidimo primere in poskuse oživljanja fašizma tudi v Evropi. To je glavni namen in poudarjanje tistega pozitivnega domoljubja. Kdo je Pinko Tomažič in kakšna je njegova zgodba? Ja, Pinko Tomažič je narodni heroj Jugoslavije, sicer pa je poznan kot strasten političen delavec, publicist, komunist. Pinko Tomažič se je rodil v Trstu 20. marca 1915. v zelo zavedni slovenski družini. Oče Josip ali Pepi, kot so mu rekli, je bil znan gostilničar, ustanovitelj slovitega bifeja pri Pepiju, ki je še danes v Trstu, v bližini Borznega trga, zelo obiskan in znan lokal. In mami Emi. Mama je prišla iz Krasa, oče pa iz Ostrožnega Brda v Brkinih. Takrat sta se preselila, po poroki sta se preselila v Trst, mislim na leta 1914, no, si ustvarila družino, Pinko je bil rojen naslednje leto. Osnovno šolo je obiskoval pri Svetem Jakobu, Ciril-Metodovo šolo, potem pa je vpisal srednjo trgovsko šolo v Trstu in nadaljeval študij na ekonomsko-trgovski fakulteti. Vendar je zaradi stalnega preganjanja, ker je bil ves čas politično aktiven, že kot srednješolca so ga vključili v mladinsko komunistično partijo, je potem sredi študija odšel v Jugoslavijo. Takrat je bilo pač to edini način umika. Mnogi preganjani intelektualci, aktivisti in protifašisti so se iz tržaškega, goriškega oziroma iz primorskega dela med drugim umikali tudi v Jugoslavijo, seveda ilegalno, ker je imel ves čas za seboj policijo. Je odšel v Zagreb na študij, tudi tam se je vključil v študij ekonomije in trgovine. Tudi v Zagrebu se je takoj vključil v napredno društvo, kako se je že klicalo zdaj sem pozabila, kako se je klicalo, no, bil je tudi član društva Nanos. Iz Zagreba je odšel v Maribor. Tudi v Mariboru je bil aktiven v slovenskih naprednih društvih. Kot mlad komunist je ves čas si prizadeval seveda za podporo delavskemu razredu. Takrat v času, ko je bil on v Mariboru, je bil zelo velika stavka in je pomagal tem stavkajočim tako, da je v okolici Maribora nabiral določene prispevke v obliki hrane, pomoči, pijače, da je na nek način podprl te stavkajoče.
Na to nam je pojasnila, da je bil kot politično aktiven opažen tudi v Jugoslaviji, kjer ga je tudi preganjala jugoslovanska policija. Tako da je iz Jugoslavije potem odšel v Avstrijo. Želel se je priključiti mednarodnim internacionalnim brigadam prostovoljcev, ki so odšle v Španijo na pomoč španskim borcem. Takrat se je začela namreč španska revolucionarna vojna leta 1936 in mnogi mladi fantje predvsem so se priključili tem mednarodnim brigadam, vendar so ga na žalost na meji ulovili in ga predali na švicarsko-italijanski meji so ga ulovili in ga predali potem nazaj Italijanom. No, bil je zaprt tudi kot mladoleten, je bil aretiran in 14 dni zaprt, pa ker je bil mladoleten, so ga potem izpustili. Vmes je služil tudi vojaški rok v Pisi, ker je bil tudi leto in pol pod stalnim policijskim nadzorom. Skratka, sledili so mu povsod in Pinko je ves čas se premikal, da se je izognil tem aretacijam. Vključil se je potem v pokrajinsko zvezo komunistov na Tržaškem, vendar ves čas si prizadeva ustanoviti tudi samostojno celico. Mislim, da mu je to tudi potem uspelo. Njegova glavna naloga pa je bila, da je širil te protifašistične, te napredne ideje tako v mestu Trstu kot na podeželju. Pomagal je pri razdeljevanju časopisa Delo, tam je tudi objavljal svoje članke in predvsem pa je poskušal pridobiti čim več somišljenikov za to delovanje. Družil se je tudi, to je zanimivo, z mnogimi planinci pa alpinisti, recimo znan je tale Emilio Comici, ki je bil sicer zelo zadrt fašist, ampak vseeno je našel prijatelje tudi med Slovenci, ker je bil zelo znan italijanski alpinist in je treniral oziroma celo v svoji knjigi pravi, da so ga ta pravega alpinizma naučili prav Slovenci, ko so hodili na plezanje po dolini Glinščice. No in tudi Pinko Tomažič je v tem okolju planincev in pohodnikov, tudi sam je bil planinec, našel veliko prijateljev in preko njih širil te ideje. Kot pove Šturm Kocjanova, je Pinko Tomažič zanjo poleg antifašističnega delovanja pomemben še zaradi naslednjega. Namreč on je zelo osvojil oziroma širil idejo o nastanku Sovjetske svobodne republike Slovenije. To je pravzaprav po moje Pinko bil nekak začetnik te ideje o samostojni Sloveniji. Zavzemal se je namreč za to, da bi se slovenski narod za samo odločbo odločil, kaj želi. Takrat je bil podpisan nek komunistični pakt ali manifest med Jugoslavijo, Italijo in Avstrijo, ki naj bi omogočal oziroma naredil ali pa pripravil pogoje za to samo odločbo in da naj bi se Slovenci organizirali sicer v sovjetsko, ker takrat je Sovjetska zveza imela močan vpliv na delovanje teh ljudi, da bi se ustanovila na osnovi seveda želje ljudi, prebivalcev, ta samostojna Sovjetska republika Slovenija. Prvič takrat, vsaj jaz recimo to poznam kot začetek neke take ideje. Namreč ostale skupine antifašistične, ki so delovale tudi tako v Sloveniji kot v zamejstvu, so vse imele cilj priključitev Primorske k Jugoslaviji. To je bil osnovni cilj tudi tigrovcev, recimo. Ampak Pinko Tomažič je pa to idejo, da je Slovenija samostojna republika, nekako gojil v sebi in širil. To se mi zdi zelo zanimivo. Ta politični koncept njegov se je razlikoval od ostalih.
No, nažalost je Pinko Tomažič, kot sem rekla, bil ves čas na očeh, večkrat tudi aretiran, vmes zaprt, ampak tisto najhujše, kar ga je doletelo, so bile pa aretacije leta 1940, ko je prišlo do množičnih aretacij, okoli 300 Slovencev so takrat aretirali. Večino so jih sicer tudi spustili, ampak okrog 50 ali 60 je bilo pa zadržanih in kot vemo, je potem fašistični režim ustanovil posebno fašistično sodišče v Trstu, in ki je zasedalo od 1. do 14. decembra 1940 in takrat obsodilo 5 ljudi na smrt, med njimi tudi Pinka Tomažiča, ki je bil ustreljen, kot vemo, na strelišču na Občinah. Ker je bilo to zelo hitro po procesu narejeno in so potem fašistične oblasti, ker niso želele velikega negativnega odziva ali so se bale mogoče kakšnih protestov, so ta trupla pokopali celo v kraju blizu Treviza, tako da niti svojci dolgo časa niso vedeli, kje so ti ljudje pokopani. Mislim, da šele po vojni je potem prišlo do prekopa teh trupel v rodni kraj. No, zaradi tega svojega delovanja, junaštva, domoljubja, zaradi te vizije upora, doslednosti in res pokončnosti, ki jo je Pinko pokazal in o čemer je tudi napisal poslovilna pisma svojim staršem, zaročenki in pa tudi partijskim, strankarskim kolegom, tik pred smrtjo je napisal poslovilna pisma, ga je takrat Jugoslavija tudi razglasila za narodnega junaka. Po Pinku Tomažiču, ki je danes še vedno simbol, velik simbol, tako v zamejstvu kot tudi v Sloveniji, seveda se imenuje več društev, sloviti je in vsem poznanje tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. V Kopru smo imeli osnovno šolo Pinka Tomažiča, žal so se ta imena odvzela tem šolam, ampak imamo pa v Kopru, pa tudi v Trepčah pa zelo lep kip v Hlavatijevem parku, kamor tudi naše društvo vsako leto 15. decembra na dan smrti Pinka Tomažiča položi cvetje. Kot razloži Šturm Kocjanova, so se po prvi svetovni vojni in Rapalski pogodbi, ko se je začelo raznarodovanje, genocidne politike in uničevanje vsega slovenskega, številni mladi začeli povezovati. Mladinske skupine so se organizirale po terenu, da so ohranjale slovenski jezik, kulturno delovanje, duhovniki so, seveda vse ilegalno, vse na skrivaj, ampak mladi so bili tisti, ki so bili že prej množično vključeni tako v kulturne, športne, politične, gospodarske organizacije, so na nek način potem ilegalno nadaljevali to delo na drug način. In iz teh mladinskih skupin je potem zorelo to delovanje teh mladih. Jaz mislim, da tudi danes so mladi gonilna sila. Mladi so vedno bili tisti, ki so znanilci sprememb in upora, pretežno. Tudi če danes pogledamo na konfliktna področja, so v glavnem mladi tisti, ki se upirajo avtoritativnim, fašističnim oziroma nasilnim, nedemokratičnim oblikam vladanja. Pretežno mladi, če pogledamo tudi v Rusiji, naprimer, tudi v Ukrajini, zdaj v Gazi in tako naprej, vidimo predvsem na teh žariščih mlajše ljudi. Na to nam je pojasnila, kako je delovala tajna organizacija Tiger, s katero se je povezoval tudi Pinko Tomažič. Tiger je bila organizacija, ki je bila, tako bom rekla, bolj organizacija akcije. In tudi Pinko Tomažič, ki je zelo prijateljeval z Ferdom Bidovcem, tudi mislim, da so bile neki celo v sorodstvu, on ga je občudoval. In takrat, ko so Ferda Bidovca ustrelili kot bazoviškega junaka leta 30, je Pinko imel 15 let šele.
ampak vseeno je to pustilo na njemu izredno močno sled, ne, in to je bil njegov, bom rekla, nek idol, nek junak, katerega ideje so ga njega prepojile, ne. In skupaj z tigrovci je tudi Pinko, ki se je dobival z tigrovci, čeprav delovanje tigra je bilo zelo, zelo skrivnostno in ilegalno. Namreč tigrovci so delovali po principu trojk, vedno so se zbirali, so bili samo trije skupaj in samo vodja trojke je imel stik in povezavo z drugim vodjem trojke. Ne? Tako da danes je tudi zelo malo zapisov in dokumentov, ki bi pričale sploh o delovanju, ker je bilo to zelo, zelo skrivnostno. Želeli so ohraniti zelo tajno mrežo, bom rekla, delovanja. Ampak so pa zbirali orožje in v eni od takih akcij je tudi Pinko Tomažič, sodelavci z tigrovci, pridobil veliko streliva in orožja, ker leta 1939 je verjetno že slutil ali pa vedel, da bo morda prišlo do napada Italije na Jugoslavijo in so takrat se na nek tak način tudi aktiven organizirali, da bi omogočili ali pa začeli primorsko vstajo proti temu. Tako da na mladih svet stoji in to jaz mislim, da še vedno tudi drži. Katere vrednote povezujejo društvo Tiger s Pinkom Tomažičem? Ja, to so vrednote antifašizma, vrednote demokratičnega urejanja sveta, vrednote spoštovanja človekovih pravic, da ko je treba, se je treba upreti aktivno in imeti pred seboj svojo domovino, svoje ljudi, svojo državo, ki smo jo Slovenci dobili. Si Pinko bi bil danes verjetno zelo zadovoljen, če bi videl, da je slovenski narod dobil svojo državo in da njegovo življenje je imelo smisel. On je bil pripravljen za to umreti in je tudi umrl. In taki ljudje so nam lahko samo za zgled, da moramo delovati tudi danes v svobodni, demokratični državi. Vedno moramo biti pripravljeni na to, da branimo demokracijo, svobodo in te vrednote, ki ohranjajo človekovo dostojanstvo. V nadaljevanju pove, kako na slovenskega primorskega komunista in narodnega heroja Pinka Tomažiča gledajo v zamejstvu in izseljenstvu. Ja, večina gleda zelo pozitivno, zelo. Zdaj seveda imamo tudi v izseljenstvu, pa tudi v zamejstvu skupine ljudi, ki niso bili čisto vsi antifašisti, nekateri so tudi kolaborirali. To moramo vedeti, ne. Ti, bom rekla, niso bili, pa tudi Pinko Tomažič kot komunist, kot izpričan, zavzet komunist, ne, mogoče ni vsem ravno všeč. Tisti, ki še danes pravijo, da je komunizem kriv za marsikatero žrtev, ne, in morda in gotovo tudi je, ne, ampak z razlogom, bom rekla, ne. Zdaj je treba, če govorimo o kolaboraciji in o tem, da so tudi komunisti kolaborante tudi pobili, je verjetno razlog ne v komunizmu, ampak v kolaboraciji, ne, ki jo je zavržno dejanje, tako rekoč, ne. Tako da, ampak večina pa mislim, kolikor imam jaz izkušenj in stika z ljudmi, Pinko Tomažič je simbol. Mogoče bi še neko zanimivost povedala za gledalke in gledalce, da družina Tomažič je živela, torej oče je bil kar podjeten in poznan, uspešen gostilničar, si je v Trstu zgradila zelo lepo hišo. Za tiste čase arhitekturno zelo lepo, kjer je ta družina živela do smrti. Namreč tragična je usoda družine Pinka Tomažič tudi sicer. Njemu so tudi sestro Danico ustrelili skupaj z njenim možem. To je znan umor v Via Rossetti. Gotovo marsikdo pozna roman Fulvia Tomice, Mladoporočenci iz Via Rossetti. To opisuje to tragično zgodbo zakoncev Tomažič Vuk, Danice in Stanka Vuka, ki se ne ve natančno, kdo jo je ubil. Nekateri pravijo, da so jih ubili komunisti zato, da bi
ne vem, pokazali neko drugo sliko, večina misli drugače, da je bilo to, ker sta želeli partizane, da so želeli z obojem preprečiti ta odhod. No, ampak v tej vili je živela ta družina, no, oče je pa tudi tragično umrl leta 1944, ko so bombardirali Trst, ne. Tako da je dejansko samo mama Ema ostala in je živela v tej hiši do leta 1981. Ampak ta hiša je danes rezidenca, to je stanovanje generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu. In ko sem bila sama generalna konzulka v Trstu, je bil ravno v tistem času, smo dejansko to hišo je Republika Slovenija odkupila in smo jo namenili potem domovanju diplomatskega predstavnika oziroma generalnega konzula. Tako da mi je tudi meni veliko pomeni to, da je ta hiša te družine simbolično ostala v lasti Republike Slovenije. V društvu Tiger se vsako leto znova na različne načine spominjajo preminulega primorskega junaka in neutrudnega borca za svobodo. Tako na Pinka Tomažiča kot na vse ostale antifašiste, na tigrovce ohranjamo spomin, tako da jim posvetimo, kot sem rekla, ponavadi neko slovesnost ob dnevu smrti, položimo cvetje ob spomenik, omenjamo jih na naših združenjih, organiziramo razne posvete, tudi širše, seveda ne samo o Pinku Tomažiču, ampak tudi širše o tigrovcih in o antifašistih na splošno. In seveda vsakič, ko zapoje partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, se spomnimo na njega, če drugače ne, takrat zagotovo. Na to smo jo vprašali, kako na narodne heroje, kot je Pinko Tomažič, gleda sama kot Primorka in kakšen odnos ima do njih država. Na vse narodne heroje gledam z velikim ponosom, z velikim poklonom, z zavedanjem, da za tisto, kar so se borili, se moramo tudi mi na nek način boriti oziroma ohranjati, kot sem že rekla, te vrednote. Država skrbi na te junake tako, da pač poskrbi za ohranjanje teh spomenikov, da so ti spomeniki čisti, urejeni. Žal prihaja tudi do skrunjen teh spomenikov, no, in takrat pač država poskrbi, da se to hitro spet renovira. In mislim, da tisti, ki živimo te vrednote, ne, nimamo težav s tem, da obiskujemo spomenike, položimo cvetje, se jih spominjamo. Ni pa to več tako prisotno, bom rekla, niti v učbenikih, niti v šoli. Mlajše generacije ne poznajo več toliko tega, ne. In če niso te vrednote nekako prisotne tudi v družini, ki prenaša to iz roda v rod, se bojim, da z spremembami šolskih programov bo treba res vložiti več napora v to, da se bo ta zgodovina ohranjala, da se ne bo revidirala, kot nekateri želijo, ker se pojavljajo tudi težnje potem, da bi bili zmagovalci nekdo drug, ne pa antifašisti, ne. Tako da tukaj je dela še veliko, no, ampak mislim, da naše društvo Tiger Primorske in tudi Zveza borcev se res trudimo in zaenkrat uspešno ohranjamo to tradicijo in te vrednote tudi za mlade rodove. Pravi, da je ohranjanje spomina na narodne junake odvisen od okolja. Tam, v okoljih, kjer imajo spomenike, kjer imajo šole, ki se imenujejo po njih, kjer imajo društva, ki se imenujejo po junakih, potem se to lažje ohranja, ne. Drugje pač ne, no, ampak glejte, tudi zgodovinske okoliščine, tudi politične okoliščine se v svetu zelo spreminjajo. Na dan prihajajo zopet, bom rekla, neki tudi imperialistični, kolonialistični, tudi če rečemo z eno besedo fašistični, v tistem najširšem pomenu besede, cilji nekaterih držav in posameznikov. Tako da jaz mislim, da bo to še vedno zelo aktualno. In kot še poudarja, je pomembno, da se jih vedno spominjamo. Ker ravno ti ljudje in ta boj,
ta privrženost tem vrednotam omogoča svobodo, omogoča demokracijo, omogoča človekove pravice, spoštovanje teh pravic v najširšem pomenu besede. Prav zaradi tega, da svobodno živimo. Ali je v današnjem času sploh še možno, da bi bili tako mladi ljudje, kot so bili narodni heroji, pripravljeni dati življenje za narod, za nekaj večjega od njih samih in tako postali sinonim za neko idejo oziroma duh nekega časa? Ja, meni se zdi to sicer mogoče. Dobro, imena institucij, ustanov, šol so lahko tudi po drugih pomembnih ljudeh, ne samo recimo po ljudeh, kot so bili Pinko Tomažič, tudi eminentni znanstveniki, kulturniki in tako naprej bi lahko imeli ime. Vprašanje je samo, ali se odločimo za to, da bomo poimenovali te institucije. Meni se zdi to prav. Meni je žal, da nimamo več šole Janka Premrla Vojka pa šole Pinka Tomažiča v Kopru. Ker vsi tisti otroci, vse generacije, ki obiskujejo ali pa so smo obiskovali, jaz sem bila učenka Janka Premrla Vojka v Kopru. Te šole smo nekako tudi preko tega imena šole dobili neko, ali pa nam je to omogočalo neko identifikacijo z vrednotami teh ljudi, po katerih ima šola ali pa neka druga institucija ime. V Kopru imamo recimo srednjo študijsko knjižnico po Srečku Vilharju. Se vprašamo, zakaj je ravno Srečko Vilhar to ime? Po kom ima to ime? To recimo je lahko dobro vprašanje, ko vstopimo v knjižnico, Šturm Kocjanova poudari, da se je poleg spominjanja na narodne heroje in na vrednote, za katere so se zavzemali, potrebno zavedati, da ni nič v življenju samoumevno. Za vsako stvar, ki smo jo pridobili in jo imamo, je treba ohranjati. Ker nikoli se ne ve, kako se lahko stvari hitro spremenijo. Danes tudi preko socialnih omrežij lahko pride v trenutku do neke spremembe, take ali drugačne. Tako da na vse te stvari, sploh pa slovenski jezik, ki je jezik 2 milijonov ljudi, je stalno ogrožen, bom rekla. Tako da mislim, da si moramo stalno prizadevati za to, da ohranjamo te stvari. Nič ni samoumevno, vsaj meni se zdi tako. Tudi kip Pinka Tomažiča je najprej stal pred osnovno šolo, preden so jo porušili, od takrat naprej pa je postavljen zraven kipa Janka Premrl Vojka v Hlavatijevem parku pri koprski tržnici. Meni se zdi lokacija zelo v redu. Moram reči, da to je ena boljših izbir prejšnjega vodstva občine, z velikim obžalovanjem, da se je porušila šola Janka Premrla Vojka. To moram tukaj povedati, to je bilo neodpustljivo. Ampak lokacija, kjer so še ostali heroji in junaki in pomembni možje za to okolje, se mi zdi pa odlična. Ker je prvič na mestu, kjer se veliko ljudi lahko ustavi, tudi lahko preberejo, ker tam pa piše spodaj, kaj so, gledajo proti morju, proti prihodnosti, proti odprtosti in mislim, da tako moramo gledati tudi mi. Odprto, z neko svobodo, tako kot je morje, ki nudi možnost, da prideš preko njega, kamorkoli želiš. Za svojo gorečnost, za pravičnost in enakost sta tako Pinko Tomažič kot Janko Premrl Vojko prejela jugoslovansko vojaško odlikovanje red narodnega heroja. Podeljevali so ga udeležencem narodno-osvobodilnega boja, ki so se izkazali v boju in za herojsko držo pred okupatorjem.